Majhni, veliki, kosmati, slinasti, nežni in glasni. Vse to so lahko naši štirinožni prijatelji. Okoli 220 tisoč naj bi bilo v Sloveniji, v zavetiščih pa vsako leto pristane kar 5 tisoč psov in mačk. Veliko lastnikov zaradi slabega ravnanja s kosmatinci tudi kaznujejo, nekaterim jih celo odvzamejo. Torej, preden se odločimo, da bomo novo živo bitje sprejeli v družino, moramo o tem temeljito premisliti, saj je skrb za žival velika odgovornost. To zelo dobro ve tudi 9-letna Aleša. Aleša si je dolgo želela psa. Z mamo sta pregledali značilnosti različnih pasem in ker se radi gibata in imata hišo z vrtom, sta se odločili za zlatega prinašalca. Kan je zdaj Aleši najboljši prijatelj in zanj lepo skrbi. Hraniti ga moram, velikokrat ga moram peljati na sprehod, pa crkljati ga moram, pa igrati se z njim. Na sprehode se mora s psom odpraviti vsak dan, tudi ko dežuje, sneži, je mrzlo ali ko se ji res ne ljubi. Za psom pobira tudi kakce. Tako določa zakon, sicer lahko plača kazen. Najprej sem se mogla navaditi, da je kakec mehek pa topo, kar pa ni bilo preveč prijetno. Poleg pozornosti pes zahteva tudi denar. Tak 35-kilogramski kuža poje za okoli 60 evrov mesečno, to je 720 evrov na leto. 60 evrov letno stanejo obvezna cepljenja, priskrbeti mu moramo bivališče, ovratnice, povodec in igrače. Računati je treba tudi na nepričakovane stroške, če pes boli ali se poškoduje. Takrat ga moramo peljati k veterinarju. Za psa je odgovornosti še kar veliko. Odkar ima Kana, je Aleša manj pred računalnikom, precej se je spremenila. Bila je zadržana, sedaj pa postala pogumna, postala je samozavestna in tudi vztrajna. Psa je fajn imeti zato, da se lahko z nekom igraš, pa da je tudi žival s tabo nekako povezana. Aleša je s Kanom hodila tudi v pasjo šolo. Ob zdravem, lepo vzgojenem in veselem psu neizmerno uživa.